Dobro jutro, pozdravljeni. Lepo, da ste se zbrali v takem velikem številu. Pozdravljam vas v imenu celotne ekipe Simbioza. Me veseli, da ste prišli, da ste se odločili za ta korak, da naredimo prvi korak v svet računalništva skupaj. Jaz sem prostovoljka Mojca, študentka, to je prostovoljka Saša in bomo kar začeli. Prosila bi vas najprej, če se lahko vsi na kratko predstavite svoje ime, pa mogoče, da mi poveste oziroma da delite z nami, če imate že kakšne izkušnje z računalniki, pa kakšna so vaša pričakovanja danes. Moje ime je Darinka, prihajam iz Poljane pri Prevalju. Moja izkušnja je, da na računalniku znam prebrati poročila, novice, drugo ne. Jaz sem Milka, prihajam iz Ravn. Sem že bila malo samo še nisem tako univerzirana, zato znam. Ferdo Paradiž, popolnoma začetnik. Še tipke, pa črke išem tu za muka. Ličnik Ivan, 71 let star. Bil sem v začetnem tečaju, tako da Mihno se že spoznam. Jelka, jaz sem že bila v tečaju, danes sem pa skupaj z možem. Drago Branc, izkušnje z računalnikom pred 20 leti v železarni Ravne. Zdaj pa so nove stvari, to je zdaj že dolg čas, mislim, dolgo je že od tega, ne. Tako da ne poznam še stvari. Angela Zraven, jaz sem tudi v železarni, koliko sem delala, takrat še interneta ni bilo, da nekaj izkušnj imam veliko, ne. Mi smo skupaj od 9 do 11, prvih 50 minut, pa imamo 15 minut pauze, pa naslednjih 50 minut spet in pol na koncu še reševanje ankete. Zdaj, prosim vas, da če so prehitra, da me ustavite, da če kaj ne razumete, lahko prosite Sašo za pomoč, ona bo med vami hodila, jaz bom pa kazala gor na platnu, najprej bom pokazala, pa bomo skupaj naredili, pa boste pa še lepo počasih po korakih. Tudi zame je to prvič, pa upam, da nam bo skupaj nekako uspelo. Zdaj bom večkrat začela razlagati malo, kaj je računalnik, pa kaj je strojna oprema. Vsaj en sistemski program mora biti v računalniku, da ta pa lahko deluje. Zdaj, a znate vsi zagnati pa ugasniti računalnik? Veste, kje to zgleda? Bomo ugasnili jih. Tle se pritisne not, ja? Ja. Tisti, ki je največji, je ponavadi tisti, ja. Ja, največji. Ja. In to je hišje, kjer so vsi, recimo, možgani računalnika. In ko računalnik vključimo, se prikaže, temu celotni površini se reče delovna površina namizja in tle iščemo po programih in odpiramo željene programe. Torej, vsebina namizja so ikone, ki grafično prikazujejo bližnjice do programov, map. Na miški imamo levi in desni gumb. S pritiskanjem, klikanjem na gumb miške označujemo in odpiramo elemente namizja, mape, datoteke in z njim zaganjamo programe. Miško sestavlja ohišje, na katerem sta običajno dva gumba, levi in desni, ter kolešček za premikanje po dokumentu gor-dol, ter kabel za priključitev na računalnik. Pritisku na miško pravimo klikanje. Največ se uporabljajo naslednji kliki. Enojni klik na levem gumbu miške je za označevanje ikon, map. A ja, viš.
Tudi Koroška osrednja knjižnica je del projekta Simbioza, ki se je začel danes 17. oktobra in bo potekal ves teden, torej od 17. do 21. oktobra. Gre za vseslovenski prostovoljski projekt Simbioza. V enem tednu se bodo v naši knjižnici odvijale brezplačne računalniške delavnice, kjer mladi prostovoljci poučujejo starejše uporabe računalnika in sicer tako v dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času. Moduli so razdeljeni na naslednje, in sicer računalnik Moj prijatelj, kjer se starejši učijo uporabe računalnika, potem Klik v svet, kjer se učijo uporabe interneta, in pa še tretji modul Brez elektronske pošte ne gre, kjer bodo starejši spoznali uporabo elektronske pošte. Povpraševanje je bilo res veliko, ta tečaj je polno zaseden, prostovoljci se tukaj za mano sedaj starejše že veselo učijo osnov računalništva. Cenimo prispevek vseh k medgeneracijskemu povezovanju in e-opismenjevanju starejših. Torej se zahvaljujemo tako prostovoljcem kot tudi starejšim, da so se prijavili na ta projekt.